je Jusuf in sem star 17 let. Dom sem zapustil, ker tam divja vojna. Niti 200 metrov ne moreš prehoditi, da ne bi eksplodirala bomba. To ni življenje, jaz pa hočem živeti. Zlata luna šteje njene solzice. Noči skriva, kot bi svoje zvezdice. V Evropi potrebujemo moderno in učinkovito vizumsko politiko, ki bo odgovarjala potrebam svojih uporabnikov in gospodarstva in ki bo kos aktualnim izzivom tudi krizi v Sredozemskem morju, ste v vlogi poročevalke poudarili na zasedanju odbora Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Letošnji Bivouac festival po Potiško novinarstvo ima na tema Fata Morgana o človekovi pravici, medija pa migracija. Kako vi vidite dejansko sodelovanje med nevladne organizacijske svet in uradni inštitucijski svet, pa eno kratek izjavo mogoče na to tema Fata Morgana? Jaz mislim, da je izjemnega pomena sodelovanje nevladnih organizacij, civilne družbe s predstavniki oblasti in institucij. In tega sodelovanja je veliko premalo, zato se prav to dogaja v Evropi, da je dejansko politika močno oddaljena od ljudi in družbe in ta razkol je vedno večji. Evropa se odvija in razvija v neko zaskrbljujočo smer. Po tej krizi, ki se je zgodila, se mi zdi, da so močno načete moralne in socialne vrednote. Ljudi postaja strah, ne verjamejo v evropsko povezovanje, osnovna vrednota je delo in dostojanstvo. Jaz mislim, da vsi skupaj kot družba, tako mediji, civilna družba, politika, nosimo v današnji situaciji izjemno odgovornost, da nekako vrnemo ta naboj Evropi, ki ga je imela pred leti, da je potrebno sodelovanje na vseh ravneh, kjer to sodelovanje potrebujemo. Tam, kjer pa države imamo tiste svoje posebnosti, pa imamo svojo suverenost. Ker imamo občutek, da večkrat govorimo v imenu od migracija, o migranti, ampak bolj malo imajo dostop. In naprimer sem bil presenečen, da tukaj danes jutraj ni bilo nobenega dejansko migrant za govoriti na prvi panel. Mene veseli, da imate vi pozitivno izkušnjo v Sloveniji. V Sloveniji smo še vedno precej, bi rekla, do neke mere zaprta družba in to se pozna tudi v življenju. Mi smo za mnoge priseljence, bi rekla, celo neprijazna država, ker imamo zakomplicirane, dolge postopke, težko podelimo azil ali prebivališče. Jaz bi si želela, da bi bili kot država še veliko bolj odprti, ker nazadnje je prav bogatstvo Evrope v tej različnosti kultur, v različnosti jezikov in če smo sposobni razumeti in spoštovati drug drugega, ceniti naše vrednote, se mi zdi, da imamo korist in bogatstvo vsi. Smo vsi aktivni ljudi iz nevladne organizacije Svi svet. Teda zdaj me zanima, kot naprimer letošnji Bivouac festival, Popotiško novinarstvo festival, bira tudi bolj da oglas direkt migranti v Sloveniji. Imate vi, ste vi te glavne osebe, vi dva ste poznani povsod, vsak dogodek v Sloveniji, ki je z migranti, ste povabljeni. Zdaj me zanima, kako vi res vidite pravi sodelovanje med nevladne organizacije in te inštitucijski dogodki. To je prvo vprašanje. Pa druga zadeva je, da letošnji festival Bivouac ima na tema Fata Morgana, o človekovi pravici, o migracijah, o mediji. Tako da spontano, če bi imel kakšen odziv na to tema. Naprej, Fela. Nevladni sektor igra zelo pomembno vlogo pri kreiranju tako politik kot usmeritev in ukrepov o vprašanju integracijske politike in pa socialnega vključevanja medkulturnega dialoga. Nenazadnje smo most povezovalni med pravno-formalnimi ukrepi in pa tistimi praksami, ki jih
dejansko živimo. Na Jesenicah smo zelo odzivni, zelo čustveno tudi navezani na problematiko, s katero se danes soočamo, in prav je, da teh stvari ne sprejemamo samo razumsko, temveč tudi čustveno. Kajti ne nazadnje Slovenija potrebuje migrante, a ne potrebuje zgolj roke, noge in možgane. Ko potrebuje roke, noge in možgane, pridejo pa ljudje. Pridejo ljudje z drugačnimi vrednotami, z drugačnimi tradicionalnimi praksami, verskimi prepričanji, in ko se bomo kot civilna družba znali poistovetiti z marginaliziranimi skupinami, takrat bomo lahko o tem problemu tudi ga reševali na najvišji možni ravni. Dokler pa bomo si nevladne organizacije to vzele kot nek proces, ki je nerešljiv oziroma ki je rešljiv le deloma, potem ne moremo govoriti o enakem obravnavanju, niti o enakih možnosti. Hvala, Brahim. Hvala za vprašanje. Jaz pridem iz društva Humanitas, pokrivam določena društva. Recimo, gledajte, na vprašanje je to, da nevladne organizacije morajo sodelovati skupaj, morajo delati na sinergijo. Nekaj je že na tem, veliko nevladnih organizacij delajo skupaj. Prav v tej dvorani enkrat sem prišel pokazati malijsko kuhinjo, v sodelovanju z organizacijo UPNE, kaj so organizirali. Tako da to, da bo se vi dali glas migrantom, to je najboljše, kar se lahko zgodi. Mi dva nisva zvezdnika, daleč od tega, ampak pravi zvezdniki so pa migranti. In tem je treba dati besedo. Tudi okrogla miza, ki je bila zdaj, ta prva, bi mogel biti en migrant, ki je šel skozi to, kar mi smo debatirali na tej okrogli mizi, da povem ljudem iz svoje izkušnje. Kot civilno-družbena organizacija mi seveda absolutno podpiramo neko solidarnost do migrantov, bi pa seveda tu mogoče izpostavil, da bi bili pač precej bolj močni, tudi če bi bilo združenih več nevladnih organizacij. V zadnjem času, glede na aktualnost tematike, je kar precej nekih iniciativ, recimo, tudi ob samem svetovnem dnevu beguncev, recimo mi pripravljamo festival migrantskega filma, potem danes bodo še eni dogodki potekali tudi v Ljubljani, pa tukaj na Jesenicah. Tako da mislim, da bi bil zelo dobrodošel neki celotni odziv civilne družbe na trenutno dogajanje. Bi pa ob tem poudaril, da pogosto nevladne organizacije, ki delujemo na projektih, izvajamo različne projekte, smo si ravno zaradi tega tudi med seboj na nek način konkurenti. In se mi zdi, da tu moramo malo paziti, da kljub temu, da kdaj konkuriramo za ista sredstva, da vseeno hranimo nek nivo sodelovanja in da dajemo jasna sporočila oziroma neke jasne odzive na te trenutne situacije. Če te povem, da letosni festival ima na tema Fata Morgana o medijah, Fata Morgana o migracijah, Fata Morgana o človekovi pravici, kako misliš, da potem bi lahko bolj nastopali skupaj, brez pozabiti, komu je namenjen naša dejavnost oziroma za migrantov? Ja, zdaj, jaz seveda mislim, da skupaj lahko nastopamo na način, da na dogodkih, ki jih pač posamezne organizacije organiziramo, sodelujemo tudi z drugih organizacij, da pripravljamo neka skupna jasna sporočila, pa ne nazadnje, jaz mislim, da je možnost tudi mogoče dolgoročno za neko skupno kandidiranje za neke evropska sredstva, za neke skupne projekte, ki so potem dejansko tudi podprti kot skupni projekti. Kaj bi bilo zdaj najboljši prostor oziroma dogodek ali čas, ki bi najbolj služil, kaj rabijo migranti v Sloveniji? Ustanovitev sveta za migracije, tako na lokalni kot na nacionalni ravni, skratka, da te ljudi vključimo v urejanje sistemskih napak, v kreiranje novih političnih poti in ne nazadnje, da se nič brez njih ne zgodi. Se pravi, nič v imenu muslimanov brez muslimanov, nič v imenu Romov brez Romov, nič v imenu invalidov brez invalidov. To so ljudje, ki imajo svoje potrebe, ki imajo svoje drugačne poglede na življenje in docela zgrešeno je, da smo to pripravljeni nekako razumsko sprejeti, čustveno pa ne.
Hvala za dober predlog. Upam, da se vidimo na bivak 12. september.